Pozdravljeni! Pred nami je še tretji in zadnji del pregleda novosti na aerodinamičnem področju za bolide v sezoni 2022. Tretji del tega hitrega pregleda bo seveda posvečen zadku samih bolidov. Tu bomo našo pozornost predvsem usmerili v difuzor ter seveda zadnji aerodinamični stabilizator. Kako bodo zadeve delovale in kakšna bo razlika med tistim, kar smo videli naprimer v sezoni 2021 in tistim, kar pričakujemo v sezoni 2022. Poleg tega se bomo marsikdaj tudi vrnili k našem prvem in drugem delu, kajti zadek bolida je tisti del, kjer se čuti vsako spremembo tudi na prednjem in sredinskem delu, vsaj kar se tiče same aerodinamike. In tudi tokrat, kot je že v moji navadi, bom uporabljal maketo. McLaren MP4/4 je bolid iz sezone 1988, a njegov koncept aerodinamike je izjemno blizu tistemu, kar bomo videli verjetno na prihodnjih bolidih. Ker govorimo o zadku, začnimo najprej samim difuzorjem. Kolikor primerjamo tisto, kar so nam pokazali pri Formuli 1 na njihovem modelu za sezono 2022 in tistem, kar smo videli na realnih bolidih sezone 2021, bomo videli, da v prihodnosti nas čakajo izjemno večji difuzorji, ki niso tako kompleksni, ki nimajo generatorjev vrtincev, ki imajo bistveno daljše prekate in večji volumen. Najprej se moramo zavedati dejstva, da bolidi, ki bodo prihajali v naslednji sezoni, skoraj da nimajo nobenih generatorjev vrtincev, ki bi zatisnili tisto razdaljo med dnom in seveda asfaltno površino. In čeprav bomo videli, da ravnega dna ne bo več in bo dno samega bolida generiralo talni efekt, se treba zavedati, da bolid rabi oprijem predvsem na zadnji osi. Tu je pogon. Ker ne bo več tesnjenja med samim ravnim dnom in asfaltom, je treba dati difuzor, ki bo omogočal generacijo takega talnega efekta, da bo dobesedno tiščal k tlom zadnjo os in tako omogočil pogonskemu sklopu, da bo vso silo prenesel na asfalt. Marsikdo izmed vas bo sedaj rekel, saj imamo zadnji aerodinamični stabilizator. Tu je prišlo do velikih sprememb. Namreč, kolikor primerjamo to izvedbo, ki jo vidimo tu na maketi, in tisto, kar nam kažejo maketa in seveda predstavitvene fotografije barvne sheme Haasa VF22, vidimo radikalno razliko, predvsem v bočnih ploščah. Te ne segajo več nad aerodinamične profile. V svoje pomeni, da ima tak stabilizator bistveno manj oprijema. Funkcija bočne plošče je predvsem ta, da preprečuje zračnemu toku, da zdrsne levo in desno dol s profila. Kolikor se spomnite malce bolj sodobnih bolidov, ste verjetno videli, da na bočnih ploščah se je pojavilo kar nekaj izrezov, špranj in drugačnih oblik, ki so v bistvu služile le temu, da zračni tok, ki je bil na notranji strani, nekako lahko izšel na zunanjo, da se je nekako izenačil tlak na zgornjem delu profila in tisti na okolici. Funkcija te bočne plošče je seveda logična. Preprečuje zračnemu toku, da zdrsne iz aerodinamičnega profila in tako omogoča polno učinkovitost samega profila. Ampak generira vrtince. Mi, navdušenci, smo to lahko marsikdaj videli, ko je bilo v zraku dovolj vlage in se je ta kondenzirala.
Sedaj si lahko predstavljamo, kakšna energija je bila sproščena tam na robu zadnjega stabilizatorja, kako se je zvrtinčil zrak in seveda posledično, kako je to negativno vplivalo na tisti bolid, ki je sledil. Sedaj so pri Formuli 1 napeli vse sile, da bi preprečili generacijo teh vrtincev. Videli smo v prvem, videli smo v drugem in sedaj vidimo to tudi v tretjem delu tega pregleda. To pomeni, da zgornji aerodinamični stabilizator na zadku bolida ne generira več toliko oprijema, kot smo videli do sedaj. In tudi zato je potrebno imeti večji in bolj enostaven difuzor spodaj. To še ni vse. Difuzor ne generira vrtincev. Namreč vsako telo, ki gre skozi zračni tok, generira večje ali manjše vrtince. Namreč zračni tok ne more skozi samo celo bolida in zato, ko ga zaobide in na njegovem zadku pride nazaj navznoter, se zvrtinči, bolj ali manj. Na dnu bolida bomo videli, da bodo ekipe napravile tako imenovano Venturijevo cev, ki pa je drugačen element, ki ne zvrtinči zraka. Zato bomo videli, da iz difuzorja bo izšel več ali manj laminarni zračni tok. In tu moram priznati, da se vidi izjemna genialnost, ki jo je pokazal Ross Brawn in njegova ekipa inženirjev. Namreč prav s to obliko difuzorja bomo videli, da bodo bolidi Formule 1 generirali tako močen zračni tok, da bo vse turbulence, ki bodo nastale za bolidom in pravzaprav v območju zadnjih profilov, privzdignile. Iz difuzorja bo izšel kot neke vrste zid, ki bo te turbulence dvignil. Tudi zato vidimo na zadnjem delu še en par profilov tu spodaj, pravzaprav služi le-tem. To nam da nekako tudi slutiti, da se bo spremenilo celotno razmerje, kako se generira aerodinamični oprijem na samem bolidu Formule 1. Smo že omenili na kanalu in tu citiram znanega tehničnega novinarja Giorgio Piole, smo do sezone 2021 videli, da prednji del samega bolida je generiral okrog tretjino aerodinamičnega oprijema, zadnji del prav tako tretjino in preostalo tretjino smo dobili na dnu. V prihajajoči sezoni bomo videli nekoliko drugačno razporeditev. Približno 25% na prednjem delu, 25% na zadnjem delu in polovico bomo dobili na spodnjem delu, zaradi sprememb na samem ravnem dnu in tudi difuzorju. To še ne pomeni, da bodo zadeve tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Namreč, kot sem povedal, ne na eni, ne na drugi strani ne bo tistih vrtincev, ki bodo nekako zatisnili tisto razdaljo med samim dnom ter asfaltom. Torej, Venturijeva cev bo delovala le pogojno. In ko bo bolid poskočil po kakšnem robniku, se bo dno privzdignilo, Venturijeva cev za trenutek ali dva ne bo več delovala in bolid bo lahko izgubil polovico oprijema. A to je zadeva, o kateri bomo razglabljali, ko bomo v resnici videli, kako se obnašajo bolidi, kako vozijo skozi zavoje in ali imajo kakšne težave. A vseeno spremembe na zadku bolida so nekako vpete v vse tiste spremembe, ki smo jih videli na začetku. Namreč sam difuzor je tam zaradi vpliva vseh drugih odstranitev, ki smo jih videli na prvih dveh delih. Zadnji profil je bil pač spremenjen tudi zaradi tega, da ne bi ustvarjal toliko vrtincev. Vrtinci bodo še obstajali, seveda, ampak prav zvečani difuzor bo pomagal odstraniti navzgor. Marsikdo izmed vas se bo sedaj spomnil, da tudi v preteklosti smo govorili, da turbulentni zračni tok
se dvigne navzgor in potem pade navzdol ter nekako prepreči onemu, ki sledi, da bi se nekako približal, ustvari neke vrste aerodinamičnega zidu. Tokrat bodo vrtinci toliko šibkejši, da se bodo praktično umirili, preden bodo padli nazaj na dno in seveda količina zraka, ki jo bo usmeril difuzor, bo k temu bistveno pripomogla. To, kar se tiče našega hitrega pregleda aerodinamičnih sprememb za sezono 2022, bo vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.